Ampak jaz bi pa, da bi se zdaj malo ustavil še recimo pri nekih pozitivnih efektih na zdravje, ki jih imajo lahko te stvari. Ker ni samo za bodybuilding, ni samo za šport, ni samo za fizične učinke, ampak tudi na zdravje se dosti krat uporabi, ne? Pa dosti lahko izboljšajo zdravje te stvari, ne? Ja, recimo ena stvar, katero bi pač izpostavil, ko vidim pač full efekta na njo, je inzulinska senzitivnost. Recimo, če ti daš diabetika ali preddiabetika na testosteron, mogoče malo višjo dozo testosterona, on bo pač svojo bolezen drastično izboljšal. V nekaterih primerih, če se gre za nek tip 2 diabetesa, lahko celo pač pozdravu, razumeš? Oziroma, če se gre za samo neko pač rezistenco na inzulin, ne. Recimo to vidim pri sebi, jaz trenutno jem 700 do 800 gramov ogljikovih hidratov na dan, kar je pač ogromna količina in večina ljudi, ki so naravni, bi pač zato rabili že inzulin, če ne bi pač postali rezistentni na inzulin. Jaz pa imam danes zjutraj, sem si meril krvno sliko, če si mogoče videl, sem objavil na Instagram, ne krvno sliko, krvni sladkor. Sem videl, ja. In imam krvno glukozo na teče 3,9, kar je izjemno dobro, razumeš? Tisto že, če je pod 5 je dobro, ne? Kaj? Če je pod 5 je že dobro. Ampak, razumeš, pod 3,6 je že hipoglikemija, je že prenisko, jaz imam 3,9, ne. Zdaj, logično pač ni samo zaradi steroidov, ne, je tudi zaradi pač pravilne hrane, zaradi uporabe določenih suplementov, kakor so recimo jabolčni kis in to, ne, zaradi pač redne fizične aktivnosti in to, ne. Ampak mislim, da imajo veliko vpliv tudi pač steroidi. Steroidi tebe zelo delajo bolj senzitivnega na inzulin. V bistvu gradijo mišično maso, mišična masa bo pač vzela te ogljikove hidrate in jih pospravila v glikogen, particionirajo nutriente drugačno, ne, in dejansko pač ti, če si to opažam tudi recimo na višjih dozah steroidov, si še bolj senzitiven na inzulin, kot na nižjih dozah steroidov. Tako da kar se tiče raznih rezistenc na inzulin in pač diabetesa in tega, pač steroidi v tem primeru direktno zelo zdravijo te stvari. Potem drugo, ko se gre za kakšne bolezni, ki vključujejo pač izgubo mišičnega tkiva, izgubo kostnega tkiva, če se gre za pač določene rake ali kaj takega, ne, lahko pač steroidi te negativne efekte, pa recimo tudi pri jemanju določenih zdravil, kakšnih kortikosteroidov, ki so pa katabolni, ne, ki imajo obraten efekt od anabolnih steroidov, bojo pač uporaba anabolnih steroidov, ne, pač preprečila to razgradnjo mišične mase in kostnega tkiva. Ja, za kakšno osteoporozo recimo bo to pač zelo močno kontriralo, ne. Ker se pojavlja na stara leta. Recimo anoreksiji, ljudje, ki imajo pač, razumeš, ki so že tako shirani, ne, jemanje steroidov bo definitivno pač preprečilo dodatno izgubljene mišične. A pa na stara leta, ko nimaš več naravnega testosterona, ne, kako ti lahko reše izboljša življenje, ne. Moškim po tam 40 letu starosti začne pač kar upadati nivoj testosterona in pač zdaj ne govorim spet za vse, ne, nekateri imajo do 60 lahko normalen testosteron, ne, ampak večini začne upadati in zato je pač smiselno potem na stara leta preveriti nivoj testosterona in če so pač nizki, je smiselno pač iti na hormonsko terapijo, ker ti to pač ne samo, da ful izboljša zdravje, ampak tudi ful pač izboljša kvaliteto življenja. Recimo nizki nivoji testosterona so zelo nevarni, so v bistvu še bolj nevarni, kakor visoki, razumeš. Ti boš imel še več stranskih učinkov, če imaš ti nizek testosteron, kakor pa če ti zlorabljaš testosteron, dosti več, ne. Ti boš, razumeš, imel probleme, boš izgubljal mišično maso, boš izgubljal kostno maso, boš izgubljal moči ne boš imel, razumeš, ne boš imel energije, slabo se boš počutil, bil boš depresiven, ja, riskiral boš diabetes, zaradi tega, ker boš dosti manj senzitiven na inzulin, kortizol se ti bo zvišal, ne, in še dosti več, recimo erekcije ne boš imel tako dobre, ali pa sploh ne boš imel, ne. Tako da imeti nizke nivoje testosterona je zelo, zelo nevarno za zdravje in zelo slabo za pač tvoje kvaliteto življenja, ne. Če ti daš starejšega moškega, ki ima pač nizek testosteron, na pač hormonsko terapijo in mu spraviš nivoje testosterona v mejo normale, oziroma najboljše tam nekje proti vrhu meje normale, ne, da dobiš še tisti malo boost, razumeš, bo pač opazil neko drastično izboljšanje in v svoji telesni kompoziciji, razumeš, ne bo se to kradil, lažje bo dobil mišično maso, lažje bo shujšal in pač počutil se bo močnejši, poln energije, bolj samozavesten v svoji koži, erekcije bo imel boljši libido bo imel, pač boljše spolno življenje posledično, ne, več dopamina bo imel, razumeš, testosteron tudi zelo pozitivno vpliva na možgane, ne, pa manko testosterona bo pač zelo verjetno povzročil depresijo
in človek ne bo motiviran za nič, razumeš, sploh mu ne bo do tega, da bi pač dosegel svoje cilje. Dosti ljudi pač, ko naredi nek cikel in ko gre dol, prvih par tednov pravi, da se počutijo čist polomljeni, ne, in so dobesedno jim se ne da delati nič, oni bi samo ležali na kavču in pač gledali televizijo. In razumeš, ne? Medtem ko si ti pač, ko imaš normalne nivoje testosterona ali pa celo suprafiziološke, si dosti bolj, kako bi rekel, zagnan proti svojim ciljem, dosti več dopamina imaš, dosti bolj si razumeš, let's go, ne? Driven, ne? Ja. Tako da ja, in če dosti drugih stvari bi lahko pač govorili, ne, pač, kje so še vse pozitivni steroidi, ne? Ja, mislim, mene je malo škoda, kar jaz spremljam pa gledam, ker recimo v zdravniški stroki še ni toliko. Ja, to je neka ful tabu tema, razumeš? Ja, pa recimo zdaj v Ameriki je šlo v drug ekstrem, ker imajo te tier klinike, pa dobiš že vsak, ne, tudi če ne rabe za zdravje. Tle pri nas pa ni šans, da dobiš. Recimo sem imel prijatelja, ker sem ga spoznal preko spleta, je pač prišel do mene, da smo se malo poklepetali od tega, je rekel, jaz imam nizki testosteron, pa on ne dobi nobenega, ki bi mi dal, zaradi tega, ker je še vedno v meji normale, je rekel, ne. In pač... Ja, ker več meja normale je zelo pač široka, lahko je na spodnji meji, lahko je na zgornji meji. Ja. In tisto, kar je na spodnji meji, definitivno, lahko piše na papirju, da je v mejah normale, ampak se ti dejansko optimalno počutiš na temu, imaš optimalen performance na treningih, imaš optimalen sex drive, imaš optimalno počutje, razumeš? Definitivno ne, je velika razlika, ali imaš ti testosteron na spodnji meji normale, ali imaš ti na zgornji meji normale. Zdaj, logično, kakor sem rekel, razumem zdravnike, da pač zdaj, če pride nekdo do tebe in da ima testosteron na spodnji meji normale, ne bo prva stvar, kar boš naredil, napisal hormonsko terapijo. Pač ti ga boš ga vprašal, kako je tvoja prehrana. Dajmo tukaj prvo probati poštimati, kako je tvoja suplementacija, konzumiraš dovolj cinka, dovolj vitamina D, dovolj magnezija, imaš vse mikro in makronutriente pokrite, zato da pač lahko dejansko optimalno proizvajaš testosteron. Kako je tvoja kontrola stresa, kako je tvoj spanec po noči, spiš dovolj ali spiš 4 ure na noč. Logično je pač to prvi pristop, da boš pač ti prvo probal te nivoje testosterona optimizirati skozi naraven pač pristopa, ne. Ampak zdaj, če to naravno ne gre, pa definitivno pač je zdravnik primoran pač to s farmakološkimi pač, kako bi rekel, posegi pač to popraviti, ne. Ali mogoče prvo probati z raznimi pač HCG in to, ne. In če še to ne dela, pač iti na hormonsko terapijo. Zdaj, če pa oseba, razumeš, če pa oseba hoče na testosteron, zaradi tega, ker pač hoče večjo mišično maso, pa logično, da razumem, da pač zdravnik ne bo predpisoval testosterona, zaradi tega, ker hoče človek boljši biceps, ne. Pač to je pol tvoja odgovornost in ti ne moreš kazati s prstom na zdravnika, da ti noče predpisati testosterona, zaradi tega, ker pač hočeš imeti ti več mišične mase, ne. Zdravnik ti je dolžen zrihtati tvoj testosteron, da ga imaš pač v mejah normale. Niti pa dolžen napisati recepta, če se ga da drugače popraviti, ne.